Hvala Jezus. Kako ste kaj? Aleluja. Dobro ste. Če slavite Boga, ste že dobro, ne? Tisti, ki slavimo Boga, ne? Če slavimo Boga, potem pomeni, da smo še kar uveli. Da smo pravilno usmerjeni, ne? Smo pravilno usmerjeni na Boga. Koliko časa bi bi se dali dali? Koliko časa ste pripravljeni, da... Vsaj 1 uro. 1 uro. Dobro, ko Nekaj 40 minut. Ko ste začeli pitati, kak je uro, nekaj, ne? Dobro. Torej, zdaj bom prebral najprej drugo berilo, nedeljsko drugo berilo, ki je bilo v nedeljo. Se spomnite, kaj je bilo? Kdo se spomni? Ajde, da vidimo, da je nagradno vprašanje. Tisti, ki se spomni, dobi za nagrado en rožnjevec. Da zmoli. Da vidim, če kdo ve. Smo se prijali prej v avtu, nista vedeli, Nadja, nista vedeli. Spisma Filipljano je bilo, bravo. Kaj je bilo? Je rekla usmeritev k testovi vjernici. Pismo Filipljano je napisal Pavel, ne? Vi ste ga brali v nedeljo? Ste ga brali pri Maši? Ma še vedno se ne spomnite, kaj je bila glavna misel. Vsaj malo, kako dobro, da bi ne spomnili. Pravi tako, lepo pravi, ne? Brati in sestre, v sleherni svoji molitvi zmeraj z veseljem molim za vas vse, zaradi vašega občestva v Evangeliju od prvega dne do zdaj. Prepričan sem, da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa. Kajti Bog mi je priča, kako hrepenim po vas vseh v ljubezni Kristusa Jezusa. Molim pa tole, naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju in v vsakršnem dojemanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše in boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan, izpolnjeni sadom pravičnosti po Jezusu Kristusu v slavo in hvalo Božjo. Evo, to je bilo drugo berilo, zelo lepo, zelo bogato. Apostol Pavel je bil velik molilec, veliko je premolil. Če ste kdaj bili pozorni, ko piše v svojih pismih, kako moli za svoje kristjane, na različne načine. In tu spet pove nekaj zelo pomembnega, nekaj, kar mu je zares pri srcu, kako on moli za Filipljane in slišimo, kako moli, da bi vaša ljubezen vedno bolj napredovala v spoznavanju v vsakšnem vremenu. In da boste znali razlikovati, kaj je boljše. Da boste tako čisti in neomadeževani za Kristusov dan. Danes je brezmadežna, čista in neomadeževana, brezmadežna marino spočeti. Evo, zato najprej bom govoril malo o brezmadežni, ko da damo tudi njej, nekaj prostora, da jo počastimo lepo.
se spomnimo, gledajte, brezmadežna pomeni brez izvirnega greha je bila spočeta. Po Adamu in Evi smo vsi podvrženi izvirnemu grehu. Se pravi, že ko se človek spočne rodi, je že zapadel pod izvirni greh, pod posledice izvirnega greha. Človekova narava je ranjena od izvirnega greha. Mi smo nagnjeni grehu, k slabemu. To vsi poznamo, vsi izkušamo, vsi imamo te slabosti. V vseh kulturah in verah, kjerkoli, kakorkoli greste, vedno boste videli, da tudi če so še tako ljudje, še tako prvobitni, recimo še v Amazoniji tam, ki je sredi v Afriki, misliš, da živijo v raju, da so čisto nedožni, ma niso. Niso, da nekaj izkuša, imajo slaba nagnjenja, grešijo tudi tam. Skratka, to je ta podvrženost, človeška podvrženost slabemu, nagnjenost k slabemu. To je izvirni greh. Izvirni greh je to naredil, ne? In torej zdaj pa, ko je pa prišel Kristus, ko je prihajal Kristus, apostol Pavel pravi, to je novi Adam, je prišel na kakšen način. Prišel je ravno kontra tistemu, kar je naredil prej Hudič. Hudič je zavedel človeštvo pokom. Zdaj, opustite, ste tu žene, ste ženske, ne? Ampak dejstvo je, upišem katehizmu, Hudič je zavedel človeštvo po ženski. Je res? Po Evi. Ker je moški ni čuva. Se je hitro znašla. Točno to. Ker je Adam nekaj zamočil, nekaj zagruzil, nekaj je gledal tekmo, evo, cek, je prišla kača in je speljala Evo, ker je Eva ima velik talent. To je talent. Rada je govorila. In seveda, če bila sama, če ni bila druge družbe, če je Adam bil odsoten, je šel nekam, Tako je ona morala se pogovarjati z njim. Ženska se mora pogovarjati. Rada se pogovarjati. In kača je to vedela, Kača je to vedela in se je začela pogovarjati z njim. Se veste, da kako vemo, da Adam in Eva zagotovo nista bila Kitajca. Ker če bi bila Kitajca, bi pojedla kačo. Ne, jabolko. Ko vemo, da nista bila Kitajca, nekaj drugega. Mogoče so bila Črnca, ali Japonca, kakoli. Glavno, Eva je govorila, več je rada govorila in razmišljala, in kača je to izkoristila. Se pravi, tako, to je pripoved, to je zelo pomenljiva, globoka, če hočemo antropološko, teološko, zelo globoka pripoved, zgodba, napisana zgodba zato, da mi razumemo neke globoke resnice o nas, o človeku, globoke resnice o Bogu in o duhovnem življenju. Torej, vidite zdaj, ona je grešila. Eva je grešila, prva je grešila, popustila spošnjanje. Adam ni bil nič boljši, jasno, zdaj se vidi potem, še izgovarjal se je na Evo, potem kasneje, pred Bogom, ko Bog vprašal, kaj se je zgodilo. Eva je kriva, vse je žena kriva. Ni res, kaj ćemo, moramo priznati, možete. Glavno, kaj se je zgodilo? Zdaj, apostol Pavel piše v svojih pismih, lepo razlaga, da je Bog je poslal novega Adama, Kristusa. Kristus je kot novi Adam. On je prvorojenec vsega
mrtvih, se pravi, prvi je vstal v novo življenje, v tisto življenje, ki ga resnično Bog daje, ki je večno, ki je nemiljivo in tako. In zdaj on, Adam, ta Adam je, veste, v poščavi je premagal skušnjave, je res. Novi Adam, Kristus je premagal Satan. Kaj manjka? Kdo manjka? Manjka nova Eva. Razumete? V Novi zavezi pa tam, se pravi, Pavel pa ne piše nič o novi Evi. Dobro, ni mu bilo še razodeto zgleda, ne? Tako zgleda. Ker če bi on to vedel, ne, če bi to imel razodeto, bi najbrž povedal, najbrž bi to napisal, ne? Ali pa če je vedel, ne vem, zakaj ne bi to, ne? Da, jaz ne vedem. Ampak logično je, da če je bil novi Adam, ne, če je Adam, je moral imeti Evo, kje ima Evo? Eni bodo rekli, ja, ma Evo je potem njegova cerkev, ne, se pravi, nevesta je, ne, Jezusova nevesta je cerkev, sveda je, samo je tukaj Marija. In Janez, apostol Janez pa prikaže Marijo kot tisto novo Evo, tako indirektno, ne, namiguje zelo močno, ne, na to, da je ona tista nova žena, ne, ki ustvarja, ki imenuje žena, ker Jezus govori z Marijo, reče vedno, kaj je tebi meni žena, ne, moja ura še ni prišla, se spomnite v Kani, potem pod križem, na križu bi Jezus reče Mariji, žena, glej tvoj sin, ne, sin, glej tvoja mati, ne, tam je, to je najbolj močno, ne, najbolj močni dogodek, tam Jezus res Marijo označi kot žena, ta žena, torej nas spominja na prvo ženo, ne, na Evo. In ona je zdaj mati, apostol Janezov, mati Jezusovih učencev, tistih, ki jih zdaj Jezus uvaja v novo življenje, novi Adam, ne. Se pravi, Marija je tam kot nova Eva, mati vseh živih. Se spomnite, Eva je mati vseh živih, prva mati, in zdaj pa tu Marija spet nova mati, tistega novega ljudstva, Božjega ljudstva. Tako da razumem, evo, ona je nova Eva, se pravi, Bog zdaj popravlja tisto, kar je Eva zagrešila, Adam, ne, po novem Adamu, Kristusu, ki premaga skušnjave, hudiče, ne, in po novi Evi, ki je Marija, ne? Evo, se pravi, točno po njej, po ženi, po ženski, hoče Bog prinesti zdaj odrešenje, da pride ta Adam, ne, ki bo zdaj popravil tisto, kar je prvi Adam zadrešil in izgubil. Se pravi, da je to neka nujnost, neka logika. Logično je bilo, da bo Bog zdaj izbral novo Evo, da bo Bog ustvaril novo Evo. To je nekako smiselno, ne? Je to smiselno, vidimo, da je to bilo potrebno. Novi Adam in nova Eva. Evo, to zdaj ste to razumeli. In zdaj, če je seveda Adam, ne, moral biti brez greha, ne, on je brezmadežen, Jezus je brezmadežen, brez greha, novi človek, ne, ki živi svobodno, živi za Boga in je odrešenik, nas svojo pokorščino Bogu reši izpod oblasti zla, ne, na svobodi v novo življenje. Zdaj, tudi Eva mora biti taka. Tudi ona mora biti čista, brezmadežna. Zato je bilo logično, da so škofje skozi zgodovino, ne, cerkve, se pravi, tudi očetje in teologi, da so počasi razumeli, da so spoznavali, Marija je morala biti tudi brezmadežna, ne, je morala biti varovana tega izvirnega greha. In zato je potem prišla ta dogma, da potem verujemo, kako je Adam, novi Adam, Kristus, brez greha, brez madeža, je morala biti tudi nova Eva, brez madeža. In sicer, ne,
samo človek, Jezus je človek in Bog, je Božji sin. Ampak ona je pa samo človek. Ona to ni mogla biti iz svoje moči. Ampak je Bog to njej podaril, to popolno čistost, izuzetost od vsakega greha, od izvednega greha, da je brez marža. To je ona dobila v Kristusu, kot rečemo. Se pravi, da je Jezus že naprej, kot Bog, ki je večen, je njej že naprej je očistil, je že naprej ohranil čisto. Zaradi se pravi, ali po svojem odrešenskem delu, je on odrešen, on je njo prvo odrešen, ko je bila spočeta. Krasno, tako da zdaj smo razumeli vse, da vemo vse o tej čudoviti skrivnosti Marije, ki je čista, nemarža, brez marža. In ona ima zdaj v našem času, v današnjem času, ima eno posebno vlogo. Če ste malo pozorni, vi imate radi Marijo, imate radi razna romanja, Marijina romanska svetišča in tudi Marijina prikazovanja, sporočila, poznate, lahko naštejete katera velika Marijina prikazovanja, poznate Medžugorje, dobro, je treba povedati, da še pač ni dokončno, nekje ni še potrjeno, ampak je nekaj izjemnega, se vidi, tudi v sadovih in vse. Seveda ne more še cerkev potrditi, ker še ni vse zaključeno, vsa sporočila pa napovedi, ki so. No, ampak recimo, če gremo malo nazaj in pozujemo, katero Lourdes, Fatima, evo, pogledajte, Fatima, ona govori, Marija govori v sporočilih o brezmadežnem srcu, njenem brezmadežnem srcu. Bog želi uvesti češčenje njenega brezmadežnega srca, da bi po njej mnogi pomagal, rešil veliko duš in tako naprej. Skratka, to je zdaj eno pomembno tako razodetje. Seveda, vi razumete, da vsaka razodetja, se pravi, po raznih Marijinih prikazovanjih, kakorkoli, tudi če jih cerkev enkrat potrdi, pa prizna, pristna, niso obvezujoče. To veste, to ni obvezujoče. Ni obvezno, da katoličan bi moral verjeti v to, da se je Marija prikazala v Lourdu ali v Fatimi, ali da se prikazuje v Medžugorju, kjerkoli. To ni obvezno. On še vedno je lahko dober katoličan, važno je, da verjame v svetopismo in v cerkev, tako kot v cerkev svetopismo razlaga, se pravi, cerkev nam, da to sprejema. To je naša vera. Tisto pa zraven, če pa kdo verjame, pa če mu pomaga, da boljše živi svetopismo, to pa je dobrodošlo lahko. Vsako tako osebno razodetje za svetne narave je lahko dobrodošlo, če nam pomaga, da bolj živimo to javno razodetje, ki je po svetem pismu, po cerkvi. To smo tudi zdaj razumeli. Evo, zdaj pa to. Katere tri vzklike ali kot pri litanijah, ko imamo, pri litanijah Matere Božje, katere tri vzklike najrajši ponavljamo? Zakaj? Ajde, poskusite uganiti. Kateri bi bil prvi vzklik? Dobro, kraljica miru, samo ta pride na koncu. Zato, ker zdaj imamo na koncu sveti govor o kraljici miru, Medžugorju. Evo, kaj bomo prej? O Marija brezmadeža iz njenega spočeta. To se zanski sekretarji zatekamo. To je bilo v Parizu v 19. stoletje, tam Katarina na Borene, sveti Katarini, Marija govori o tem čudelni svetini in to vidite brezmadežno spočetje. To je potem povezali tudi z Lourdom. V Lourdu tudi Marija se razodene kot
zaradi tega brezmadežnega spočetja ima poseben status in posebno vlogo in nalogo v tem cerkvi dobi, posebno nalogo. Je mati cerkve in tako naprej. To je nekaj posebnega. To moramo upoštevati. Dobro, o Marija brezmadeža izvedenega spočetja prosti dejanski sekretari zatekamo. Drugi sklik. Tretji smo rekli je kraljica miru. Kako je že deklici ime? Marija, Marija je prava Marija. Kraljica miru, ampak drugi, kateri drugi? Ne. Drugi sklik, ki nas spomni na drugo, tako bi rekli, največje Marijino prikazovanje in pa tako sporočilo, ki je zelo pomembno. Tako, kraljica svetega Rožnega venca, kot se je Marija predstavila kje? Fatimi. Zato, ker Fatima je pa zdaj spet eno poseben dogodek, Veste, ko imate ste skrivnosti, 3 skrivnosti, so zelo take velike, za vse človeštvo v bistvu, za vso cerkev. In ona prihaja tam na 13. dan v mesecu. Zakaj pride na 13. dan? To veste? Zakaj je ravno 13. dan v mesecu pride Marija? Kako? 13. mesecu se je prikazala. Ja, a zakaj? Kaj to pomeni? Kaj s tem sporoča? To ni kar brez veze. To ima velik smisel. Mora nekaj pomeni. Zakaj 13. mesecu? Mnogi pravijo, meni se tudi zdi, da je pravilno ta razlaga, da to nas spominja na svetopismo, na kraljico Estero. Spomnite se zgodbe iz Esterine knjige tam, ko pravi, ko je bila Estera, ona je bila gor vzeta, Judinja, bila vzeta gor na dvor in postala kraljica. Ljudje so bili še vedno podrejeni tam, so bili v nevarnosti, so jih nekateri hoteli uničiti in na 13. dan v mesecu so jih hoteli, so pripravljali zaroto, da jih bodo uničili, na 13. dan v mesecu. In potem je kraljica Estera se postila, molila k Bogu, ki sta tam prifrestiva molitev, in je potem posredovala pri kralju, da je potem on se razjezil in one sovražnike Judov uničil ravno na 13. dan v mesecu. Spomnite, to je smiselno. Se pravi, Marija zdaj prihaja, Bog jo pošilja kot tisto novo kraljico, Estero, ki je zdaj tista posrednica za novo Božje ljudstvo, ki smo mi vsi, cerkev človeštvo. Zdaj, ona prihaja, da bo Bog preko nje rešil Božje ljudstvo, cerkev, pred uničenjem in tako naprej. To je ta 13. In to ni nesrečni datum, nesrečna številka, ni res. To je dobra številka. To je porta fortuna. 13. To, ko jaz igram nogomet, če je tam 13, jaz igram gor 13, res. 13. Zdaj, se spomnim na Marijo, na to, ko je Bog rešil, svoj ljudstvo rešuje na 13. dan v mesecu. Evo vidite, to je Fatima, to je zelo pomembno. In to Marijino brezmadežno srce, čiščenje brezmadežnega srca. Zdaj, v Medžugorju Marija v svojih sporočilih pravi, da zdaj hoče dokončati to, kar je začelo v Fatimi. Se pravi, da je spet tu zelo pomembno to očiščenje brezmadežnega srca. Zelo vabi, zelo prosi, da molimo po njenih namenih, namenih njenega srca. Se spomnite? Upam, da to delate to, da molimo, da darujemo, žrtvujemo, kajemo, se prostimo, se tako nameni njenega brezmadežnega srca. To, kateri so ti nameni njenega brezmadežnega srca, da bi morali vedeti, Medžugorci, kakšni romari ste. Nimate pojma. Ne, nameni, kaj so nameni? Nameni njenega brezmadežnega srca.
za katere namene ona pred Bogom prosi zdaj, moli. Želi, da ji pomagamo. Za mir, kaj še? Spreobrnenje grešnikov. Prvo, za spreobrnenje grešnikov. Za mir v svetu. In tretji namen, veliki namen njenega srca je, da bi tisti, ki ne poznajo Božjo ljubezen. No, to je spreobrnenje grešnikov, ko ona zelo lepo to izrazi, ne? Da bi spoznali Božjo ljubezen, ne? Tisti, ki je še ne poznajo grešniki. Ne? Ampak potem je za mir in potem je, da bi za čim bolj popolno zmago njenega brezmadežnega srca. Je res? Se spomnite zdaj? Se strinjate z mano? Če ne, povede, da ne. Možete kakšni kapi. Ne, se ne spodobi to. Bi nas čudno gledali. Nas ne bi spustili več drugič. Torej, to je zdaj Marino brezmadežno srce. Brezmadežno srce njeno, ne pravi, bo zmagalo. Ste slišali za njeno zmago? A ste slišali za film o njeni zmagi srca? Niste slišali? V Ameriki so dokazali, da ne vem, ki je ostal ta film, ni prišel do nas. Jaz sem upal, da bo prišel v Evropo, ne vem, če je prišel. Nisem slišal. So dokazali po kinodvorana. Veste, kako je naslov filma? Zdaj, da ne bom lagal. Mislim, da je The Triumph. Veste, kako je to? The Triumph. Zmagoslavje. Gre za zmagoslavje srca, ne? Njenega brezmadežnega srca. To knjigo poznate, sigurno? Ja. Znam. Pa kje vi živite? Pa kje ste vi? Je to Slovenija ali sem jaz še vedno v Torontu? Hej, to je nekaj narobe. To je zmagoslavje srca, to knjigo morate obvezno dobiti. To je mogoče najboljša knjiga v Među Doli. Katera založba? Se ni važno. Važna vsebina. Stale je Salve, tukaj piše Salve. To je sestra Emanuel, ne, je bila v Sloveniji, ste videli. Sestra Emanuel je sestavila, ne, napisala to knjigo. To so pričevanja, samo izkustveno, torej doživetja, pričevanja ljudi, ki so tam doživeli neke milosti, spreobrnili se, ozdraveli in podobno. Čudovito. Niste še brali? Kdo je bral Tintero? Kdo je že bral? Majeni, vsaj jedan, dva. Samo dva. Pa to je neverjetno. Pa to je neverjetno, jaz ne neverjetno. Si prav to je? Pa to ni mogoče. Naj vam Marija oprosti. Pa kako niste mogli to? Ja, po slovenščini, to je slovenščini, ni v vaščini, to ni nekem drugem jeziku, ne? Ma to je zdaj že leto, zdaj ne, to morate prebrati. Čakaj, da mi probam najti tisto zgodbo. To, ko bereš, pa to je neverjetno. Sestra Emanuel je torej zbrala pričevanja iz 90-ih let, ne? Skozi 10 let, ne, kaj vse je doživela, slišala, kaj se je zgodilo, ne, v Međudorju, v Romariji, takim drugačnim. Ma, to je čudreno, mislim, neverjetno. Ko to bereš, jaz rečem, ok, dobro, če je 30% od tega res, mogoče malo dodala, jaz mislim, da ni, da je dosti pošteno napisala, ne? Ampak recimo, če bi nek skeptik rekel, ma če je 30% od tega res, pa se splačajo to Međugorje, ne? Se je Međugorje splačalo, ne? Ko opisuje take spreobrnenja, se spreobračajo, ne? To je neverjetno, čudovito, res, čudovito. Protestanti se spreobračajo, tu vseeno piše take primere, ne? Protestanti vidijo Marijo, da jim se ne prikažejo, kaj se neverni ljudje, ki niso imeli nobene vere, ne, spet ne, zagledajo tam neko znamenje, ali
Čudili, neverjetno, fantastično. Zelo lepo. Evo, če bi vedel, jaz bi to bolj pripravil, bolj natančno. Mislim, da to vi že prebrali. To vi že vse znate, ne? Kakšni ste vi to, ne življice? Italija je Padre Livio, ki piše knjige iz Medjugorje. Radio Marija, Padre Livio. Ja. Se zato jaz Je puno knjig napisal, kaj ne so resne. Nič mu ne skada pametno povedal za eno. To je tako dobra zgodba, jaz sem si jo zapomnil. Kar dosti, mislim, da bom kar pravilno povedal. Če ne bi smo upravili, vi, ko poznate, ne vedva. Evo, kaj je to? Pravi sestra Emanuel, ona je francozina, to veste, ona je iz Pariza. Jaz sem bil v Parizu, da je študiral teologijo. Ona je tudi študirala teologijo. Veste, da je bila prej v New Age-u, vse so te bluza okrog in tako. Potem se je preplanila, zdaj je v skupnosti Blago, to je francoska skupnost karizmatična, so šli iz prenove in tako. In so tam v Mečugorju, ona veliko krat opisuje primere Francozov, iz Francije, ko so bili prišli. No in tudi to je ena zgodba iz Francije, iz Pariza, pravi, en duhovnik je enkrat pripovedoval resnično zgodbo, da je tam v Parizu je bil en starejši gospod, recimo, da bi bilo ime Pierre, in je bil tako malo alkoholik, pa klošar je bil. Samo je večkrat prišel v cerkev in je kar sam sedel v cerkev, tako nekje spredaj, in tam sedel. In pravi, ena gospa iz ene molitvene skupine je videla, da Pierre zdaj prihaja v cerkev in ga je kot vprašala, je rekla, Pierre, kaj delaš tu v cerkvi? To je zanimivo, da priješ tako. Je rekel, ja, pridem, malo molim, kakšne molitve, ki jih znam še iz otroštva, Včasih sem samo tu, samo pridem tu pred Jezusa in rečem, evo Jezus, sem prišel, ker vem, da si tako sam, in sem ti prišel tudi malo pogledati. Krasno, evo, in potem se pa je zgodilo, Pierre je zbolel, zelo zbolel, nekaj bilo neko bolezen, je zelo nemogel in je bil v bolnici. In ta gospa je zvedla, kje je, in pride k njemu v bolnico, ki je obišče in res ga sreča, prvič vidi, je bil tam zelo siv, koža siva, tako res suh, ubogi, nečisti umilo, so se bali za njega, so molili za njega. Dobro, potem pride čez en teden nazaj, on čisto koža spet lepa, tako nasmejan, dobre volje, sedi tam na posteli in se pozdravi, kaj? Pierre, kaj se je zgodilo? Pravi, Jezus me je zdravil. Kako? Pravi, prišel v sobo, se vsedel in je rekel, sem te prišel pogledati. A ni lepo? Take zgodbe, mislim, samo gledaš. Tako da jaz vam povem, to morate začeti brati. Torej, Marija in njej se mi izročamo zaupamo, se priporočamo, se posvetimo tudi, imamo posvetitev Mariji, to ste že naredili, in vsak dan se izročamo, priporočamo, lahko ji tudi pomagamo, možljive pomagamo, ne pomagamo s molitvami, žrtvami, čim več po njenih namenih. Upam, da to že delate. Tako, in zdaj, tukaj v Sloveniji imamo zdaj borbo, in zdaj pridemo nazaj na drugo berilo. Kakšno je že bilo drugo berilo, ste že pozabili? Pavel piše, ki smo tudi Ljubljana. Kakšno borbo imamo zdaj v Sloveniji? Dajte malo razmišljati. Referendum smo ga že imeli nekaj časa nazaj. 3 leta? 3 leta, ne? Glede, to je borba, ne? To je zdaj revolucija. Razumete?
dogaja se revolucija. To je res revolucija. To zdaj že mnogi pravijo, kar se dogaja. Se pravi, hočejo spremeniti pojem družine, ne, razširiti. Kar je nenaravno, ne, kar ni naravno. In s tem se torej odpirajo se vrata za mnoge slabe stvari. Zato, ne, ko mi vabimo ljudi, da glasujejo proti temu novemu zakonu, ne, ki spreminja definicijo, ne, se pravi, zakon, to je zdaj, kot je do zdaj, še 2 tedna, pravi, zakon je zveza moža in žene. Ne? Tako nekako, potem pa, oni pa zdaj hočejo spremeniti, ne, da se bo oglasilo kako? Oseba ja. Zakon je zveza 2 oseb. Vidite, ne? Se pravi, ni več mož in žena, ni več pomembno mož in žena, lahko je mož in mož, lahko je napol mož, napol žena, lahko je trans, lahko je, ne vem, kaj bomo še dobili, ne, kaj bomo še izumili, bomo pomali. Skratka, vse je možno, vse se odpira in potem na osnovi tega zakona, ne, če je to zakon, se pravi, če je to družina, ne, če je to družina, potem oni lahko posvajajo tudi, ne, postanejo starši, potem imajo isto pravico, da lahko posvojijo otroka. In se bo lahko zgodilo, vi imate vnuke, imate vsi vnuke, imate že prav vnuke, ja. Bog ne daje, ampak recimo, da starši vaših vnukov umrejo, ne, vaši otroci umrejo. In ne boste vi mogli posvojiti, ne, tega otroka, ampak tisti, ki čakajo na vrsto, ne, za posvojitev. In tam bodo tudi lahko, ne, ti istospolni zvezi. In torej boste morali prepustiti svojega vnuka, ne, istospolni. Ja, kdo od vas bi to naredil? Ne? Katera nona bi dala svojega vnuka v istospolno zvezo? Razumete? To so taka tveganja. Ne da bi zdaj ni hoteli obsojati kogarkoli teh istospolno usmerjenih. Vsi so ljudje, se niso oni krivi, da so taki. Se razumemo? Mi ne širimo zdaj sovraštva do kogarkoli. Bog nam pomaga, Bog nas vlade. To ne gre za to. Ampak mi se moramo zavedati, da to so posledice. Ne morajo oni trditi, da imajo pravico do posvojitve otroka. To ne more biti. Ne. Otrok ima pravico do starša, ker jih rabi, da bo normalno se razvijal. Ma ne kdorkoli, nima pravice do otroka. Niti starš, kdorkoli človek nima pravice do otroka. To ni pravica. To ni pravica, to je dar. Če ti je otrok dan, ti je to dar. Torej vidimo, da tu gre res za otroke, ne, in da je to zdaj revolucija, ker se spreminjajo stvari v fundamentu, ne, temelji se spreminjajo. Stvari, družina ne bo nikoli več ista, če bomo te zakone imeli, ne, in bo tu toliko zmede, ne, in potem bodo učili otroke, že itak učijo v šolah, potem jih bodo še bolj, ne, in jih bodo učili vse mogoče, vse veste, ne, uvajali v eksperimentiranje s spolnostjo in tako naprej. In potem tudi pedagogi, se pravi učiteljice, se ne bodo smeli upirati, ker kdo se bo upiral, bo rekel, po moji vesti, jaz tega ne morem sprejeti, bo lahko zdobil službo, da bodo lahko po zakonu, ne, tožili, ker je proti zakonu, ker delaš proti zakonu. Celo zdravnik ne bo vedel zdaj, ko bo prišel isto spolno usmerjeni, ne, revež, bogi, ne, zdaj on je telesno je moški, ne, ampak on pravi, da je ženska. Zdaj zdravnik ne bo vedel, da ga pošlje ginekologu, da ga pošlje, komu ne ga pošlje? Razumete, kaj
včasih absurdi pridejo ven. To je normalno, to je nič normalno. To je revolucija. Ena manjšina zdaj uvaja diktaturo nad večino. In mi nimamo niti pravice, da bi se pritožili. Nimamo pravice, da bi ugovarjali temu. To je diktatura. Zgubljamo svobodo. Ali je rekel, zdaj ne bo pisalo več v uradnem dokumentu oče, mati, ne. Starš 1, starš 2. Se pravi, tebi, ki si moški, ti bodo odrekli čas, da se imenuješ oče. Tebi, ki si mati, ti bodo odrekli ženska, ti bodo odrekli čas, da se imenuješ mati. Pa samo starš. Mi izgubljamo, vsi izgubljamo. Ti otroci, ki bodo tam posvojeni, tudi izgubljajo, ker to ni tisto, kar otrok rabi. In tako dalje. To je zdaj samo malo vas spominjam. To je res drama. Glede, bom zdaj se povezal z Marijo, ki smo govorili o Mariji. Međugovorju se spomnite, kolikokrat Marija je, že v začetku je rekla, molite za družine, torej obnovite molitev v družinah, da vas bo Bog varal v molitvi, ker Satan hoče uničiti družino. In jaz sem se dolgo sprašal, čakaj, kako, vse dobro, potem so druge stvari še, ampak zdaj točno vidiš, Zdaj točno se vidi, vidite, dokam je hudič uspel. To je hudičevo delo, to je res hudičevo delo. Spremeniti definicijo družine, narediti nekaj nenaravnega. To uničuje osnovno celico človeštva. To je grozno. Zato se moramo res zbuditi, ker vidite, ko pravi apostol Pavel, pravi, molim, da bi vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju in vsakršnem dojemanju. Ni kar dovolj, da je ljubezen. Zato, ker rečemo, da ljubezen je čustvo, ljubezen je to bolj čustvo. Se pravi, ljubezen, če ljubiš, in tam imate tisti program teh legebitra, učenih. Ljubezen je ljubezen, vse pa, če se imajo radi, pa naj se imajo radi, če se hočejo poročiti, pa naj se poročijo isto spolni, kot je rekel naš pater, je rekel, nekega dne, eden bo hotel se poročiti z elektroštango, pa naj se poroči z elektroštango. Kaj češ, ljubezen je ljubezen. Ljubezen je slepa. Zastovite, to je ta logika, Po tej logiki vse je dobro. In kaj bo naslednji korak? Zdaj je isto spolni, pa naj se imajo radi, pa kaj češ, pa pusti jim. Ja, potem bo pedofilija. Druga stvar, isto bo lahko rekel, pa kaj, jaz čutim ljubezen? To je ljubezen, to je njega pač želje ljubezen, pa to imenuje ljubezen. Kapirate? Pol bo rekel, živali, kakoli, železno štanko, Bog pomagaj. To je ljubezen, ljubezen je ljubezen. Ni to, ljubezen ni slepa, ne more biti slepa, prava ljubezen. Zato Pavel moli, da bo vaša ljubezen napredovala, ti imaš lahko ljubezen, tudi do Boga. Je potrebno tudi, da imaš spoznanje, vidite, ko lepo on reče, prosim, da bi vaša ljubezen, torej naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v spoznavanju in vsakršnem dojemanju, da boste znali razlikovati, kaj je boljše. Ker prideš v situacijo, in ko moraš razlikovati, Sveti Ignacij Loyolski, ustanovitelj jezuitov. Kdo vam zdaj govori? Jezuit. Ok? Jezuitska duhovnost je, lahko bi rekli, srž jezuitske duhovnosti je, da napreduješ, kot je rekel Sveti
Ignacij, v preudarni ljubezni. Caritas discreta. To pomeni ljubezen, ja, ampak preudarna, modra, pametna. Ljubezen ne izključuje pameti, razuma in spoznanja in razločevanja. Zato, ker potem ti lahko razločuješ, kaj je boljše. Če imajo starši radi svojega otroka, ga imajo tako radi, ima vse bi mu dali, vse mu daje, čokoladice. Kaj se zgodi, na koncu otrok zboli? Ali je to prava ljubezen? Ali je bila to pametna ljubezen? Ali je bila to preudarna ljubezen? Ni bila, ne? Vidite, je potrebno razum, ljubezni, tudi potrebno razum, preudarno, ali pa če ima zdaj punca rada fanta, pa vse mu dovoli, vse mu streže, vse mu strega, vse da nekaj, ja, da imam rada. Ja, ti ga nimaš zares rada, ker samo njegovo sebičnost hraniš. Ne, moraš preudarno presoditi. Včasih je treba v ljubezni tudi reči ne nekomu. Se strinjate? Ker je to dobro zdaj. Vidite, to je preudarna ljubezen in razlikovanje. Evo, tako, zato rabimo to preudarnost, zdravo pamet. Za zdravo pamet so stari ljudje molili, za zdravo pamet pa za srečno smrt. To so dve najbolj pomembni stvari. Ja, evo, zdravo pamet. Naj zdrava pamet prevlada v našem narodu, ne? Tako, mogoče da lahko zvolimo nekaj tam, ne? Marija, ti si brezmadežna, danes ti na poseben način, da izročamo sami sebe, svoje najbližje, najdražje, naše družine, skupnosti, župnije, nas je naš narod, tebi izročamo nas naš narod. Prosimo te, da na poseben način sprejmeš ves naš narod, vse nas, vse ljudi v našem narodu, svoje brezmadežno srce, tako verne, neverne, revne, bogate, dobre, hudobne. In da si zares naša mati, prosimo te, bodi naša mati pred Bogom, izprosi nam Svetega Duha, da nam razkrije razum, da nas navdihuje, zdaj posebej v tem času, pred referendumom, da bomo znali se dvigniti, postaviti za resnico in pravico, za zaščito družine, kot si je Bog zamislil, kot jo Bog hoče, da bo zdrava pamet prevladala lahko v našem narodu. Hvala ti, Marija, za vse tvoje posredovanje za nas do zdaj, posebej na prvem referendumu pred 3 leti, ko smo uspeli v naši domovini ubraniti družino in zdaj prosimo spet. Zdaj spet verujemo, računamo na tvojo mogočno priprošnjo in na čudež, da se bodo ljudje vendarle zbudili, zdarili. Ampak naj nam Sveti Duh pomaga, da bomo našli načine, da bomo mi to hoteli, da bomo šli res do ljudi. Ti nam pomagaj. Nekdo je rekel, da sta ženo naredila seznam vseh sorodnikov, prijateljev, katerim boste šla povedati. Pejte na referendum, cel seznam. Evo, Marija, pomagaj, da bomo tam bili tudi mi. Da bomo tudi mi rekli zdaj ali morda nikoli. Mi bomo odgovarjali pred Bogom. Tudi mi bomo dali odgovor.
posrednica, naša posrednica, svojemu sinu nas pravi, svojemu sinu nas izroči, svojemu sinu nas izroči. Prosim nas, Bože, pravica, da postanemo vredni ljud Kristusovi. O Marija brez mane, neizbirnega greha spočeta, Prosi za nas in se tebi zahteva. Kraljica Besvednega roženega venca, Prosi za nas. Kraljica miru, Prosi za nas. Gospod z vami, In s tvojim duhom. naj vas na posebno priprošnjo brez manjše Kraljice Marije, blagoslavlja Bari in vsemogočni usmeni Bog Oče in Sin in Svet Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Bogu hvala za vse, hvala Pater Mijo za te spodbudne besede. Resnično, evo, dajmo poštevati ta navodila, ko nam je Gospod Mijo priporočal. Dve informacije in sicer, se pravi, v petek je tukaj seminar, začne seminar, pride Pater Smiljan iz Zagreba, za svojo v četrtek, ja? V četrtek od 16. ure dalje, začetek seminarja, ki bo trajal do nedelje. Četrtek, se pravi pred Pater Smiljan in njegova ekipa iz Zagreba. Petek, v četrtek začnemo se pravi od 4. ure, tam do 8:30. V petek zjutraj že od 9. ure naprej, potem bo dopoldan, se pravi do kosila, bomo molitve nad posamezniki. Potem je kosilo od 1 do 3, potem zvečer je maša ob 5. uri in se po prvi spovedano, da se ne spomnim, kaj je po maši, mislim, da je češčenje Najsvetejšega. V soboto je tudi zjutraj molitve nad posamezniki do kosila, popoldan po maši pa je maziljenje, bolniško maziljenje in v nedeljo je pa, se pravi, od 10. uri začnemo, ob 11. uri je maša in je maša za družinsko dnevno. Pridite in povabite še ostali. Tukaj se prineslo še nekaj teh letakov, ki je na sredini cerkve, ali pa vzadaj prisodijo z cerkve. Vzamite, dejte tudi drugim in povabite, ker tukaj je tudi Pater Smiljan. Tema seminarja je Božje usmiljenje, upanje za svet, upanje tudi za Slovenijo. Se pravi, tudi Pater Smiljan verjetno bo kaj spregovoril, pa bomo mičken tako, da spregovori kaj glede tega referenduma in da ne govori ljudi, ker upamo, da bo prišlo malo več ljudi. Če je kdo pripravljen jutri priti ob 9:30, ob 10, tukaj date na roko Mireli in Mari, je še nekaj za narediti vode in olja, za polepiti etikete. Se pravi, 9:30, Mirela in Mara pridejo, ne končati pripravo za seminar. Tiste ankete zadnjič, ko smo imeli, res, ne, zelo je škoda. Ostane nam samo moliti. Zdaj, že prvo povabilo 19. decembra je maša za molitveno občestvo in katoliško karizmatično prenovo ob 7:30 v kapeli Svetega Andreja. Hvala Jezus. Kdaj je referendum? Kateri datum? Kaj je bilo 20. decembra? 20 let nazaj. To nam je Janez Trkovnik, če je razlagal, rekel, sporednica. Točno pred 20 leti, na isti datum, smo imeli plebiscit. Je res? Je tako? No, in zdaj, če bo ta referendum propadel, se pravi, če bodo sprejeli tak zakon, prej smo se rešili ene diktature, zdaj pa zgleda, da gremo na drugo.
In lahko da bo še hujše, ne? Ker zdaj jaz lahko to povem javno, vam tako razlagam. Pa povem, da se ne strinjam s tem zakonom ali pa s to definicijo, ne, da istospolni ne morejo biti družina. Ne? To lahko zdaj povem tu, javno. Ma potem ne vem, če bom lahko povedal. Ker bodo prišli orožniki, ne bo nekaj zdaj štiri zapora. Ti si govoriš proti zakonu. Isto, ko boste vi v vaših službah, posebej pedagogi, učitelji in pa naprej, ne boste mogli tako govoriti. Niti starši, če bodo zagovarjali Ni govora. Ne morate imeti govora vesti. V Ameriki so enega očeta zaprli, ker se je upiral, ker ni hotel otroke pustiti, da bi to učili šel. So ga zaprli. Novinarju, ki se tako malo se pokecal, ne, nekaj čez isto spolne. Ta služba, in tako naprej. Že sedaj imamo svobode govora. Če veste, da je imel gospod Primc zagovoriti v Frančiškovi dvorani, točno veste, da je bila to tej cirkev in dobro danes je obnovljena najboljše države, ampak kakorkoli mi smo tudi državljani in so se morali preseliti v Jadru, kjer se točno ve, da v te prostore ljudje, ki recimo ne hodijo v cirkev, težko zaidejo. To je dobesedno blokada tam že danes. Tukaj lahko govorite, pater Mijo, če bi naredili nekje drugje zunaj, v eni dvorani ne bi imel svobode govora. Tudi tukaj nisem več skrojen. Tako. Ker imamo naše katoličane, ki skačejo na nas. Ko smo pred 3 leti sem jaz začel pridigati v Dravljah, da sem dobil pismo od mojih faraonov iz klopi, tistih najbolj zvestih sodelavcev. Da kaj se vemo politiko, da kaj za to treba, ker ne razumejo, ne, so zavedeni. In naslednji referendum, povej, kakšen bo naslednji referendum? Za pravico do ugovora vesti. Bomo šli, bomo morali demonstrirati, bomo morali na ulice in bomo rekli, mi hočemo svobodno govoriti, kar verjamemo. Če papež lahko govori, ne, pa vsi bomo, tudi mi hočemo govoriti, ne, kar verjamemo. Ne pa, da nas terajo, smo kot, kje je že bilo na občini v Ljubljani in tudi na pedagoški menda, ne, kar vse. Vsi so morali se slikati, ko češ mi smo za, ne? Ta zakon in vsi morajo ubogati. To je diktatura. Tako da je to zelo resno. Naredimo, kar se da, kar lahko naredimo zdaj.